Falus si mi prislonil centimeter od ust. Nemški falus. Jaz mislim, da je to, kar se tiče tega podcasta in da lahko zaključimo za danes. Okay. A je to že naslov ali se upa počakati do konca? Jaz mislim, da je naslov. Falus centimeter od ust. Centimeter od ust, ker gre se za rejtinge. Pa napiše v oklepaju brez cenzure. No comment. Napiš brez cenzure. Škaj mi si rekel? Vem, kaj boš rekel. Okay, jaz bom rekel takoj na začetku, povej admin. Thought you'd never ask. Ta podcast je zastonj. www.apparatus.si/podpri. Hvala. Še zdaj me ni noben kontaktiral z nobene glaševalske, ker sem te hotel vprašati, če ti opaziš nekaj, jaz rečem www.podpri, se pravi www.apparatus.si/podpri, ti si opazil, koliko je temperana tista pauza pred hvala. Ja. Hvala, enki to ceni. Ja, če bi pa kakšen oglaševalec oglaševal, pa anze@apparatus.si, se kar javite, sprejemamo sponzorje, to sploh ni joke. Pač. Nisi pa še dal na stran uradno od Apparatusa, ne? Te podcasti so zastonj. Ne, to pa še ni še uraden tagline. Škoda, imaš na dlani, pa ne izkoristiš. Hvala, Jure, narekovaj Aljoša Bagola. Ne, ostanemo kar pri Drejfer, okej. Ti si Roger Sterling. Budimo iskreni, ti ne bi bil Draper, ti bi bil Roger Sterling. Ja, veš kaj. Ti si Roger Sterling. Mogoče bi bil, pil pa bi kot Draper. Pa sej Sterlinga tudi pije. Ne, se ga tudi. Sterlinga tudi pije. Jaz ne vem, kdo je Paul Cooper. Kdo je model, ki japonske stvari gleda, pa boso kol hodi. Kdo je on? Ja, to je zdaj vprašanje. Mislim, za take stvari po moje zmer dežuren robežnik. Zdaj ima neka nova očala, sem videl. Je reklamo postaja Instafemič. Ja. Počas, ne. Končno, ja. Končno, toliko let truda vloženega. Vse je že star. Mislim, moraš že gledati malo na svojo prihodnost, Joco hud. Ker te veš kaj, jaz ne vem, kako dolgo mu bo križ pustil te športne aktivnosti. Ne, treba ga je pohvaliti. To ljudje, če ne veste, Jože, pejte mu na Instagramu slediti, kdaj je gorka z kolesari. Ne. Ja. Zdaj ima nek nov kolo, ki je onaniran, jaz ne razumem pri kolesih, ampak obstaja pač. Ma pa Hermé, firma francoska, dela svoj kolo. A res? Jaz ne vem, če svedel, zelo je drag, 8 jurjev je. 8? Ja, ampak je zelo lep, pa v 2 farbah pride. Čak mestno kolo? Ja. Čak, to ti govorim, pa to pogledam. Ja, to gre za ta, na uradni strani, už videl. To je tašno kolo, jaz mislim, da je bolj mestno kot ne, ampak je v črni barvi, drugo je pa v taki, bi rekel, bež. Vse je tak clean. Je, tak, zelo spodoben, pa lepe rute imajo. Pa ženski. Mislim, ženski, dobro. Mislim, štango ima žensko, ta star. Štango ima uno, ki ni ravna, ampak gre dol. Aha, pa dobro, zakaj bi delali to? Parfumi so tudi unisex, ne more biti bicikl. Si mogoče res. Unisex kolo. A multipurpose unisex city bike in extremely lightweight carbon fiber, charcoal color with natural smooth bull leather on the contact points. Pa kaj bi še rad, ne? To je, okay. Pa dobro, Jože tudi mogoče ne pristoji, to bi bolj men. To bi bolj zate. Čeprav jaz nekaj pomeka sem po mestu vozil s tem. Ja, med ljudmi, ne? Mislim. Med ljudmi, lepo te prosim. Pa po parku ti voliš, kako je polno. Ja. Pa ne moreš iti v park. No, razen če ti ni mar, ali pa če spijan. Ja, te dve. Oh, God. Ška mava, nujno, gledal sem si, ne vem, če se spomniš, ampak v prejšnji opazovalnici so se pogovarjali in sem jaz dal poziv poslušalkam in poslušalcem, da naj se nekdo javi. Jaz imam tudi nekaj za deliti. Najprej ti. Najprej jaz. Če je kdo, ki je 91-letnik, če se spomniš, da naj se javi nekdo, ki so se o Galaxy's Childu pogovarjali, pa to, da če nekdo in so dobila od Vida mail, od Vida. Živijo, jaz sem 91-letnik, poslušam opazovalnico in nisem gledal Galaxy's Child, prav tako še nikoli nisem gledal nobenega Star Treka. Kar jaz še posebej cenim, da človek posluša. Jaz, mislim, če bi mi v najbolj divjih sanjah razlagal, bomo naredili pa podcast
Pa bo več poslušalcev, o Star Treku, pa bo več poslušalcev, ki še niso gledali, kot tistih, ki so. Ja. What? To je kar v redu. Ja. Tako da sem rekel, pa sem pa jaz odpisal, da upam, da moja pozvalnica vse en kul, ne. In je potem odpisal še enkrat, Ja. pa mu pa nisem več rekel, tom pa prešparal. Ja, Ne. ja. Seveda, itak mi je najbolj fajn rubrika, kaj je Jure tokrat v Slavanžetu. To se prijemlje, očitno. Fuck. Ta teden ti nisem nič poslal. Ne, nič mislim zlata. Tako da ta teden tudi ne bomo porabil mojih zelo dragih jinglov in zvočnih efektov. Ne. Malo prešparala. V čem je stvar? Zdaj tako. Jaz sem dobil prejšnji teden Ja. Royal Stationery. Dobil sem firmo, ki dela za. Torej, dobil sem. Sam Royal se pravi, Z Royal Warrantom. Krona ali Yes, Aha, krona. z Royal Warrantom, od kraljice, od princa, od Duke of Edinburgha, pa od princa Charlesa, vse tri. Gre za firmo Smithson, To jaz ne znam. SMY, tako so. Aha, ok. Je tako. In papir za pisma, A3. Okay. In A3 je za pismo. ja, seveda, Aha, pa okej. pisma so manjša. Papir in pa kuverte. In zraven sem dobil dve miniaturni kuvertici, tako veliki, se pravi, koliko je to 7 cm krat. Kreditna in pol. Tako, kreditna in pol, z kartico njihovo noter. Ja. In sem ti napisal, v tole noč sem napisal, na parfumiru najprej, seveda, as one does, pa sem pa not napisal, observe the stationery, sam to, 3.j. Ja. In to je še zdaj na mizi, z znamko gor. A ja, in nisi pa še poslal. Pozabil sem. Lahko bi danes prinesel do mene, mi dva kle skupaj sediva, veš. Lahko bi prešparil na znamki. Glej, ampak že je bila nalepljena. A je že nalepljena, ja, ok. In ti tega nisem poslal, Se pravi, zdaj si mi ti povedal, kaj sem ti, ampak ti bom vseeno poslal. vseeno mi pošlja, tako da polka dobim, da lahko že spet efekte uporabim. Exactly, te efekte je treba. To je treba, zdaj če so jih plačala. Tako da. Je pa Viče napisal, da drugačko mi čaka naslednjo, ko bomo opazovali kakšno serijo, da je The Office bilo super poslušati, pa da bi kakšen Alan Partridge pasal v opazovalnico. To je pa zdaj, mislim, pa zdaj najo je pa- pa lahko že sram. Sram. Ker to smo pa že dolgo nameravala. Ja, ampak je zdaj Discovery prišel. Ja, Oziroma Diskov. Pridemo do tega. Do tega. Ja. ja takole bom rekel. Jaz mislim, da moramo zelo hitro, a bo Discovery zdaj skozi ali bo kakšna pauza. Ne, Discovery. Skozi. Discovery. Pa se itak sem še 3-4. Vse to, se zaradi tega. Ja. To pa mogoče res Partridge. Ne? Potem pa dajmo že zdaj kar zabukirati. Zdaj pa še jaz zadelite eno stvar. Okay, jaz nisem še konc. Prijatelj, nisem še konc. Do forgive. Vidiš še na koncu napisal nekaj, kar mislim, da moram omeniti. Zakaj vem, kaj je napisal? Ja, se v bistvu veš. Čeprav mi je všeč, da se je spomnil, vidim, da je človek, ki posluša, ne zato, ker je napisal, seveda, Godler ima rad kondome, ne. Ja. In pico da te kap. Kar me je pa spomnil, da mi je že zdaj nismo šla v Julči, stari. Da morava jesti v Julči. Jaz sem to čist pozabil. Ta teden. Ta teden, res bi lahko šla jesti v Petek. Julči. Lahko bi šla petek jesti v Julči, stari. In bomo posneli nekaj v tem. Ja, res to moramo Da narediti. jaz to čudo vidim. Res kot da ni predvideval. Ne, ni. Mislim, oblečen moraš biti. Ne, dobro. Ja, cool, to mi je všeč, ker te in-joke, tega sem pa res čist pozabil. Pa mi smo naslov ene epizode, je bilo pica, da te kapne. To je v bistvu znak, da človek posluša. Vse sem dobil takrat ogromno pisem, no ne fizičnih pisem, ampak e-mailov in komentarjev, da kako ne veš, kaj je pica, da te kapne. Kar je res. Zgražali so se ljudje, da kako ti to, ja pač ne vem. Po mojem, veš, kaj fora, logati v dobra pica. Pa tatarsko naročila, ki jo dobiš v unmu, veš, v neki srebrni jugoslovanski grevi posodici. Jaz ne jem testa, to je problem. Kruha ne jem, kaj ćemo zdaj, a imajo tudi polno zrnato? Ne. Čeprav, Zihar. mogoče celo je, ja. Ali brez Neki so, bo najdla. Neki, ali pa vsaj una tanka pica, pa se konc. Tanka, ne veš, kaj je Julči, to star. Res ne, to je anti-tanka pica. A ja, to je pravilno, da te Če imaš zapaca. spektr tanko, na eni strani tanko pico, recimo garaža, ne, v Ljubljani, če si kdaj bil super pica, drugače. Tanko, če je to na eni strani, ne, je potem Julči na drugi strani. Pa mastno vse. Pa, lej, pusti se presenetiti. Vse to je, ja. Okay, no, zdaj imaš pa ti nekaj zapovedati. Ja, ne vem, če si
Mal si bil derogativen do tega, ker sem ti poslal enkrat en video, ker sem se posnel slow motion že spet smo hle. z driverjem mislim, da je bilo v Mokricah na trojki. Ja. Dej govori tako, da bo še kdo, ki ni intimno spoznan z golfom. Kaj je na tem videu? Na golf igrišču? Na golf igrišču Mokrice sem bil na luknji številka 3, kompleksni, par 4. In sem se posnel v slow motionu z driverjem. Nike driverjem. Ja, ki je odličen. Vapor. Kako sem jaz v počasnem posnetku palil tisto žogco proti, skoraj bi bila hole in one. To lažeš zdaj. Ne. To lažeš, to veš, da lažeš. Človek. Se že, če dobro pogledaš, vidiš, kako je ona lepo odletela. Ja, itak. No, in sem jaz tebi to poslal, pa sem napisal, kaj, ne bi bil zdaj očaran s tem videom. Očaran, ne, lahko se mi pa zahvališ, da delim s tabo mojo tehniko. Ampak dobro, nima veze. Pod tale video je namreč prispel komentar in ga bom kar citiral. Se lahko odpreš, da boš videl komentar. Ne bom odprl. Komentar se pa glasi. Lepa, Tomiš nima pojma. Kdo je to napisal? En gospod, en mladenič, mislim, da mu jaz tudi sledim na Instagramu in moram reči, da sem se res... To je bilo na Instagramu, še to pogledati. Ja, na Instagramu. Oziroma ne, Tomič nima šans, ne, nima pojma. Tomič nima šans. In I would like to encourage people, da to komentirate na mesto, Godler ima rad kondome, Tomič nima šans. Ker zdaj se je pocajtil in zdaj bo kmalu čas pred zimo za eno rundo. Gledam tole. Čisto zadnji komentar. Posnetka. Lepa, Tomič nima šans. Ja, Tomič nima šans. Kdo je to napisal? Slabo. Ja, Tadej Drakolič, to pa vem, da je poslušalec. Hvala, Tadej. Lepa hvala za komentar. Tadej ima zelo prav. Če bi bil to milijonar, bi zdaj prišel na naslednjo vprašanje. Slabo. Ja, tako da počas bomo mogli iti, preden nas sta jesen dokončno preživeči in izplune v hladno, mrzlo zimo. Jesen je res karibska. Ja, zelo lepa jesen. In to je zdaj imenitno za golf, ti moram povedati. Zdaj si malo zbolel, ampak ko se pozdraviš, pa gremo lahko, da to, ker jaz dobivam dnevno komentarje, kdaj bo golf. Tudi Robežnik sam sprašuje, kdaj bi tako rad posnel to. Po moje bo dal za naslednjo stvar ali pa za nekaj, kar ima. Stvar pa tudi laufa, boš še kdaj gost? Zdaj bi pa lahko bil gost, ne? Sej bom. Ne napovem, kaj bom prinesel, ne reč. Ne bomo povedali, ampak pripravljaš presenečenje. Napreden grejo na start, niso še konec. Že spet so dobila, mislim, da so ljudje začeli tekmovati. V čem? V iTunesu so dobila zdaj pa res že spet najdaljšo oceno. Resno? Ja. Že tako da, mislim, da je to zdaj competition rato. Ti, ampak veš kaj, preden začneš brati, moram pa nekaj povedati, da se pa zdaj pa počutim prvič lifeu starega. Zakaj? Veš zakaj? Ker zdaj nisem več mobilno interneten. In ti, ki mi bereš te stvari, se tako počutim, kot starata, kot sine, ki sprašuje, kaj piše na internetu. Na internetu. Kaj je na računalniku? Anže, povej, kaj je na računalniku. V glavnem, napisal je Chris Cross 42. Tega pa poznam. Ne vem, kdo je. Subjekt je nostalgična opazovalca. Zdaj moram res prebrati, ker je kar dolgo. Čeprav sta prepričana, da so vse najboljše epizode in najboljši filmi Zvezdnih stez že posneti, zanimanjem opazujete in se čudite novi reinkarnaciji Star Treka, ki sliši na ime Discovery. Ne? Tega se zdi, da je Netflix posnel tudi zaradi uspešnosti predhodne sezone opazovalnice. Saj je našima junakama počasi začelo zmanjkovati materijala in bi se kmalu vrnila k pisarni Velika Britanija, ne? Oziroma ne tako oboževanemu ameriškemu remakeu te serije. To se ne bo zgodilo, ameriškega Officea res ne bo. Jaz sem sicer fan, ampak Godler ni, no? Tako da ameriškega res ne bo. Ne? Čeprav je osrednja nit opazovalnice ravno gledanje bolj ali manj dobrih filmov in delov serij, dela podcast najbolj zanimivo to, kar se dogaja okrog osrednje teme in z njo ponavadi ni povezano. To zdaj že, to je rato že theme zdaj. Ja. Pri teh debatah, kot bi Seinfeld rekel, o ničemer ravno prav pride do izraza, da preprosto uživate in se zabavate ob snemanju.
Tu tudi opazimo, ta del mi ni všeč, tu tudi opazimo vpliv Jureta Godlerja na razvoj Anžetovega humorja. Ne? Tako da, Če je pa kaj bilo zdaj, res je pa to. To je bilo pa Inspire. Ja, potem pa trenutno mogoče najzabavnejši podcast v slovenskem jeziku, mogoče celo Nehote. Kaj je ta zadnji, ne vem, to na koncu je disal, ne? Ja, si ne znam razlagati. Kar se tebe tiče, kar se mene tiče, pohvala. No. Mi je pa zelo všeč, škaj mi je zelo všeč. Hvala, by the way, za ceno. Če bi jo še kdo dal, zdaj imamo novega rekorderja. Pejte pogledat v iTunes oziroma Apple Podcasts. To lahko naredite tudi, če nimate iPhona, če imate Windows računalnik, si inštalirate iTunes, so zastonj in lahko tam v podcast storu najdete opazovalnico. Lahko tudi tam vidite. To je zelo, ta opis je bil zelo koncizen, pa tak skoraj kot časopisa. Je to, ki je objavljeno bilo? Ne. Res? Ja, ne, res? Ja. Meni je zelo všeč. S pozlačenimi crkvi. Ne, to je nekaj, kar bi človek prebral v Esquire. Še sem hodil že všeč mi je, čeprav ta stavek mi je najmanj všeč, ker sem vedel, da so še pisali. Ampak mi pa že tu tudi opazimo vpliv Jureta Godlerja. Ne Godlerja, ne Jureta, ampak Jureta, veš kaj hočem reči? Ja. Tvoj brand je tvoj ime in primek. Lej. Ja. Neki je moj brand, ime pa primek, neki je pa čisto preprosto rečeno respekt. In res hvala. Kako mu je ime človek? Chris Cross 42. Chris Cross 42, hvala. 42, ta živi, 42 meaning of life. Ne, res to je zelo lepo. Ja. Pa je, dobro. Če bi zdaj le videl Godlerja, kako se mu fajn zdi, ne. V glavnem. Zdaj gre, ampak kako je pojmenovano, o srednji temi. Zdaj pa ko srednji temi. O srednji temi. To je res, to je tako out of hand. V glavnem. Ja. Discovery, naslednji 2 epizodi, ostala sva pri 5. in 6. del je to? Ne? Tako. 5. in 6. del. 3. in 4. je bil prejšnjič. Tako, v 5. delu. Torej, to sta epizodi Choose Your Pain pa Lete. Lete. V glavnem. Naprej začneva z Discoveryjem, moram eno stvar povedati, sprav to je danes. Ko tole poslušate, naslednji dan bo zunaj nove podrobnosti, weird zadeve smo pozeli s pižamcem, ne? In omenjamo tudi klingonsko jed Gah. Tako da... Nove zadeve? Ja. Kdaj se bo to posnel? Včeraj smo snemali. In to bo šlo jutri ven? Skupaj z našim? Ne skupaj, to je pa bedno govoriti na podcastih. Ne, en dan kasneje bo šlo ven. Sem mislil, da hočeš zasenčiti mene in moj vpliv na tvojo komedijo. Okay. Jaz bom nehal te revije, brat, ker to je ta ego bo res. Še malo pa ti bo mogel sam zelene M&M prepraviti vsako snemanje. Come on. Bom tih. V glavnem, hotel sem samo reči, da je tudi tam nekaj Star Treka, no, če koga zanima, zdaj, ko smo pri osrednji temi. Osrednja tema še nima džingla, boga pa imela. Zelo malo. Kdo je pa omenil Gah? V bistvu, jaz sem ga not prepeljal, no, ampak je pa Boki weird zadeva je bila. No. Se splača poslušati, smo se imeli kar fajn. No, je bilo live? Ne, ni bilo live. Ne, ni bilo live. Dej, nehi se sekirati, ti bom pa razložil. Glavnem, 5. in 6. del. 5. in 6. del. 5. del, ne. 5. del, kaj se dogaja zdaj? Jaz bom takole rekel. Jaz sem fan Raina Wilsona. To je ta človek, ki je igral v bistvu Dwight Schruta v ameriškem Officeu. A je to ta tip? To je ta tip. Nisem gledal na koncu. No, ok. To je človek, ki je v bistvu nadomestil Garetha v ameriškem Officeu. Tako. In je bil mogoče ena boljših stvari ameriškega Officea. To je pač moje mnenje. Who cares? Ti tega nisi gledal, ampak to ni tako pomembno. Gledal sem toliko epizod, da sem si razdelil mnenje o njemu kot toliko. In on me ni nikoli zmotil. Da bi rekel v Officeu. Sploh ne. Ker je pač isti geek, ampak na ist način, kot je Michael, ko se že piše. Scott naprem Rikiju, ona dva nima nič skupaj. Pač govorimo o celi seriji, da meni ni všeč. Ne o likih posameznih. Likom nič ne manjka. In a je to ta tip? Je. In moram reči, da tako, kaj je pa, saj zame, tako, kaj je pa on lepo zadev, Harryja Mada, Klene, sem pa malo sem impresioniran bil. No. Tudi jaz. Res. Tudi jaz sem bil zaradi tega, ker če se spomniš Harry Mudd, kako je bilo, se pravi, najprej se je pojavil. On je edini, ki je bil recurring, ne, v Tosu, ne.
Ja, On je edini, ki se je dvakrat pojavil, se mi zdi. v bistvu to imaš prav. Ja. Ja. On je bil nekako predhodnik Q-ja. Q je. Stvar je v tem, najprej se je pojavil v Mud's Women, Ja. potem je pa še enkrat bil v drugi sezoni v iMud. In v Mud's Women se mi zdi, da je bil tam še v nekih mejah, recimo tako kot je bil tale igralec v tej epizodi Choose Your Pain, tam je rado pa pol mal preveč Karikatura. karikatura. Se strinjam. Mislim, cela epizoda iMud je karikatura. Res je. Res čuden del in eden izmed tistih delov The Original Series, kot je Plato's Stepchildren, pa kot je Spock's Brain, ki se mi je enostavno malo odpeljal. Pa tudi ni bilo toliko ne tako resnobnih delov sci-fi, so Ja, to. Recimo tale del, to je pa tudi mene je impresioniral, moram reči. Ja, mislim, S ker tem, lahko bi bilo zelo čizi, pa narobe narejen. V bistvu ga je pa kar poharal. No. Res ga je dobro odigral, ker je bil lik pravo mero je imel med tem. Pa kaj je to? A je to ciničen ta lik ali je sarkastičen? Pa ne, jaz mislim, da všeč mi je ta, tako bom rekel, no, meni je bilo že v The Original Series, v Mud's Women, mi je bilo zelo všeč, ker je Harry Mudd je tam predstavljal, veš, vse izven federacije. Ja. Da še zmeraj obstajajo ljudje, ki so ljudje, dejansko ljudje, ki pač potujejo po galaksiji in niso na Enterprisih in Discoveryjih in to jim počnejo stvari in prostitutke naokol vozijo praktično. Veš kaj mislim? Ja. Ne, ampak tako hočem reči, zaradi tega mi je bilo všeč in klej je ta duh bil zelo dober zajet. Se tudi v pari dialogih, ki reče, Your Precious Federation, pa ne. A veš, ta del mi je bil ful všeč. Ker po drugi strani, poleg tega smisla za humor, kakršen ga pač ima, temačnega je pa tudi vešes, ne zelo. Ja, zelo je. Res. Ker ti v iMudu, v Original Series se ne bojiš več. Tega človeka se pa bojiš. Ja, ker je mal pirata. Ja, ker je pirata, ja, mal je tako zamaknen. Mal je neuravnovešen. Hotel sem še druga stvar reči. Ja. A je kaj bolj Star Trekovskega kot dejstvo, da gre Lorca nekam šatlom in šatl prestrežejo in ga ograbijo? A veš, kaj mislim? Moj bog. Jaz v bistvu sploh nisem bil jezen, ker se je to res že tokrat zgodilo, da enkrat so mogli to narediti. Kako bomo pa mi zdaj en lik, v The Next Generationu, v Voyagerju, kjerkoli, kako bomo mi en lik osamili, tako da ga lahko nekdo zajame, da ga moramo pa reševati? Kako bomo to naredili? Veš kaj, pa zmerno tako, Voyager sredi na vesolju in Janeway reče, there is a cluster of asteroids an hour away by shuttle, but we must stay here to help the ble, ble, ble. You go in the shuttle. In kar rečeš, čim mu reče, you go in the shuttle, rečeš, to je to. To je to. Tele dva bomo zdaj rešvali. We know what's coming. Ja. To je čisto res. Jaz iz glave zdaj povem. Metamorphosis, Original Series. Q-Who, The Next Generation. Unimatrix Zero, Voyager. Enterprise, to pa da niti ne omenjam. Ja, točno to, ker tam še niso toliko uporabljali, so bili non-stop pošatli. Mislim, pa tam tudi ni veljalo to, kar je veljalo pri The Next Generation. In tudi če pri Star Trek Discovery ne velja tako, ker kot vidiš recimo Picard ni šel nikoli na away mission. Točno to. Takrat to je bilo, tam so res... Ja, ampak to je bil point, The Next Generation, da bo kao Captain zmeren gor in da bo number one dol hodil. Tako. To je Gene Roddenberry prav hotel ločati. Ja. In to je pol tako, izpade, mislim... Mene je cool, zato je to kle prvič uporabljen. Z tega vidika mi je ok. By the way, vem, da je bilo v prejšnji epizodi, se pravi v Choose Your Pain, v kateri se likar pogovarjava. V peti. A je v peti sezoni, ko Michael oziroma nekdo drug našteva kapitane? Zdaj ne vem, iz katerega razloga. John Pike. Robert April. Kdo je pa to pa ne vem. Kva? Ne jih našteva, napisani so. A so napisani? Saru reče, kao show me the accomplished captains in Starfleet. In gre Jonathan Archer reče, pa Pajka. To. Meni Pajka. Kdo je pa, to šlo pa čišče z moja glava. Robert April. Ja? To moraš biti pa moje psycho fan Star Trek, da to veš. Ja? In jaz tebi to že hočem ful dolg časa poslati. Ok. Ampak nimam tako velike kuverte, da bi šlo to noter, ker je format
A4. Ni. Kako Robert? Ti bom jaz povedal, kaj je to. Okay, sem nehal googlati. Jaz imam doma, dobil sem, ne vem, iz Amerike, dolgo časa nazaj. Roddenberryjev prvi, ampak čist prvi serious prospect. 20-30 strani dolg. Okay. V katerem Roddenberry prvič na papir napiše svojo idejo, kaj. Wagon Train to the Stars. Ja. Okay. On napiše, kaj je njegova ideja o Star Trek. No, imaš fizikalne enačbe, koliko je možnosti, da je še kakšen planet ala Zemlja. In to ti on pove z enačbo, krat toliko je možnosti za zanimive zgodbe. In to so tam takrat rekli tako, ja, valjda kupimo, to je z enačbo, lej stari. In v temle, oziroma tako imenovanem Series Bible, je noter napisan kapitan, ki si ga je zamislil Roddenberry, ki ni Kirk, ki ni Pike, ampak mu je ime Robert April. In to je edina možnost, da veš, kdo je Robert April. Če si bral. Tam je dejansko pisal Robert April. Okay. In tam je dejansko pisal Robert April in sem rekel, ne ti mene, fantje, bravo. Tole je pa, kako bi rekel tem, kaj je to? To pa ni, a je tribute? To pa ni tribute. Ne, to je hujška tribute. To je hujška tribute. To je pa to je masturbation. Okay, fair enough. Kaj praviš na to? Ja, to je pa v redu, ja. No in jaz ti to hočem kopijo tega poslati že zelo dolg, Ja. ampak nimam prave kuverte, pa ti bom naslednjič prinesel, no. Okay. Pa si boš to prebral noter. Zmenjeno. Pa To pa res nisem vedel. Spoh je not opisan, da je zelen. Pa ne vem. Ja, da bo Martian pa to. Ja. Pa number one in tam noter je tudi number one. No in ko sem to videl, sem rekel, ker sem te hotel takoj sem te hotel vprašati, pa sem rekel, ne, te stvari šparamo za opazovalnico, za osrednjo temo. Za osrednjo temo. Točno to je. Okay, zdaj greva pa jaz bom tako, lorko grabijo, oni rešujejo, to ne bova razdela. Imam pa dve stvari, o katerih se je treba pogovarjati. Una dva na koncu. Ne una dva na koncu. Me to je zelo destabilizira. Za romantična razmerja jaz nikoli nisem maral na ladji. Na ladji. Dobar, na vesoljski ladji. Ja, okay, zdaj sem tako rekel. Napreden prijel do tistega, tam se mora o nečem drugem pogovarjati, ker sta dve teorije. Jaz bi predstavil dve teorije, ti boš pa povedal. Okay. Ash Tyler. Ja? Obstaja teorija, ki jaz verjamem. I am about to blow your mind. Ash Tyler je človek, ki ne bi preživel 7 mesecev ujet pri Klingonih. To je tak, s katerim Lorca pobegne. Ne? Ja, okay, 7 mesecev, je res. Reče, ko ga vpraša, kako si preživel, mu reče, una kapetanka, ne? She took a liking to me. Ne? Zanimivo, to je zelo zanimiv podatek. Ne? Teorija je naslednja. On je Vok, on je Klingon, ta mlad Klingon, ta bel, ki je v prejšnji epizodi, v 4, da je to on. Da se bo tako infiltriral v Starfleet. Štekaš? A štekaš? Ja. Zdaj so sam teorije, kako so to dosegali. Poslušaj, zdaj pa lej. To je zelo razdeljena zadeva, ne zabavam se. Zelo razdeljena zadeva. To ni zdaj, conspiracy theory. Kako on preživi, kako on preživi 7 mesecev? Ne? Okay. Ne ve se še, kako bi to dosegal, ga z nečemu brizga, pa fucking rata, ampak pa se pa spomnim zdaj v 6. delu, ker ste z Lorko, ki sta v holodeku, pa streljata. Pazi to. Mislim, holodeku, to ni holodeck, battle simulation, whatever. Ko mu reče, ti pa nisi iz Seattla, si pa 24 km ven, ko malo živčen rata. Ne, točno to, razumeš? In je ful nekih teh hintov, tako, pa kako ti 7 mesecev preživiš, pa una bejba tam, ki jo prestrelijo, na koncu, ki je kapetanka, ona je ena od teh, ki je v bistvu ta prva verjela v Tekumvo, čist na začetku. A to je na tvojem zelniku zraslo? Ne, ni na mojem zelniku. Jaz sem zdaj del ene skupine Američanov, ki se pogovarjajo o Star Treku. I'm flabbergasted. Ja, in jaz sem prvo tako bil, to je weird. Pa belke bereš, pa je tako,
Pa pol zdaj, ki vidiš tele hinte, a veš, ki so polne, je pa mal parata, mal. A ga njega kdaj pregledajo v Sigbeju? Zdaj, odkar je. To je pa pol kao težava, zaradi tega, ker recimo tam, ki je bil, čak v kjeri, je bilo to Tosal, ja, v Tosu, ne? Ja. Enkrat Bones, ne, he's a Klingon, pa sam tako z unim svojim naredil. Ja. Da, očitno gre ali za čisto genetsko modifikacijo ali nekaj, to je zdaj teorija. Ja. To je, Ja. I'm taken aback. Tega, pa tudi neka fora je, to pa nisem zdaj čez jih, mi ni ratal, da on spogledal, sem hotel, ampak neka fora je, da unke ne bi igral Voka, ne, ker ne bi unga Klingonca igral, igralec ne obstaja. Unke je bil credited, ne, štekaš, ne obstaja. Ne. Ziher. Kao, ja, to je neka bila fora, ne. Zdaj pa, theory number 2. Na konec, ki je ta, ki sta vidiš, da sta una dva gej in sta skupaj, who cares? Ja. Ta blond, ki ima tudi to glup ime. Ta znanstvenik, ta glaven, ki si je sporda in Science officer. Tako. Yes. On pač uporablja namesto une živali, ne, da on navigira ladjo, ne, in ga uno zapliči in tr. In pa je ta creepy scena na koncu, ne, ko gleda v ogledalo. Ja. Ogledalo je. Kaj je to bilo? Zdaj pa dve teorije sta. Ena je itak mind-blowing, ampak je tako, to bo ziher res. Ne, to bo ziher res. Mi bomo in tle se lahko začneš veseliti. V Star Trek Discovery, ker je bilo to gledalo, Jure, Ja. na eni točki videli. Kaj bomo mi videli v Star Trek Discovery, ker je bilo to gledalo? Kaj? Mirror Universe. Mirror Universe, ta star. 100%. Ker gre on stran, njegov reflection v ogledalu ostane. In to grozen gleda tam noter. Kaj pa je poanta Mirror Universa? Ja. Da imaš ti dober Starfleet, pa imaš pa Mirror Universe, kjer so pa vsi stari. To je, by the way, če niste gledali The Original Series, epizoda Mirror, jo pogledajte, ki je mogoče ena najbolj večjih klasik originalne serije. Ne. Pa ni pa slaba tudi In a Mirror Darkly. Se strinjam. Enterprise, tako se strinjam, se mi ogledajo super, ampak zdaj pa tiskar je pa še pol. Ja. Pazi to, tiskar je pa še pol. Pa je pa obstaja opcija, ne, Ja. načeloma, ne, da je mogoče celo on kle nekako naredil Mirror Universe. Ne. Ampak zaradi Mirror Darklyja mislim, da to ni res. Aha. Ker je Enterprise prej bil in je tam Mirror Universe že obstaja. Ne. Res. A veš, kaj mislim? Viš, jaz se pa ne poglabljam toliko v to. Ja. Jaz samo uživam in sproti konzumiram vsako epizodo novo, ki pride. In to je zdaj hud spoiler, ne? Mislim, to je zdaj, če se zgodi, ne bom toliko šokiran, ker sem že zdaj. To je res. Ampak, lej, jaz sem prav, lahko je čisti bullshit, ampak god damn, star, mene so prepričali. Ja, Mene so prepričali. Mislim, če to je nek, mislim, če gre v to smer, pol po moje, mislim, da boljš smeri ni za to serijo. Sploh, da to tako noter vrpelejo pod muklo. Ne? Ja. Veš, kaj mislim, da ni Mirror Universe. Ker Star Trek Discovery, to je kljub temu zdaj, ne, ker že toliko delov smo pogledali, koliko? 6. Toliko delov smo pogledali zdaj, na kljub temu, ne, se pravi, da je ta serija kar dobra. Je pa ta serija zelo immediate in nima nekega, razen te vojne s Klingoni, nima nekega, bi rekel, dolgoročnega nabora za neke zgodbe, ki bi si jih človek želel gledati iz tedna v teden. Tako kot je bil od TOS do Je pa res, da je to prvič anthology, ne? To je res. Prvič bomo gledali samo to, pa naslednja sezona bo čist nekaj drugega. Ne? Ja, in to se nekako, kako bi rekel, sama sebe fjula iz epizode v epizodo. In je dost šibka, kar se tega tiče, za moje pojme. Ja. Ker veliko stvari razen tega ni. No, ampak če imaš pa ti tak ark, ne? Ja, to je noro. Je pa res, da znajo, ne, in tukaj se vidi, da so delali ljudje, pa da je zraven ta Joe Menosky, ki je bil najboljši pisec izmed The Next Generation. Se vidi, da razumejo to poanto Star Treka in da vejo, kako pisati za like in kako narediti. To smo zdaj, recimo v tej zadnji epizodi, zdaj, kaj je bila, ne, kako se razvija odnos med tole admiralinjo, med admiralko pa med kapitanom. In to je stvar, ki je lastna Star Treku.
Ja. Tega ne vidiš nikjer drugje, v nobenih, To se strinjam. sploh znanstveno-fantastičnih serijah. To se lahko zgodi samo na Star Treku. Sam nisem videl, nisem mogel opaziti, če je kdo opazil, naj napiše pod komentar, kjer single malt je na. Oh, God, ja. Mi je pa všeč, ki reče, the bottle we murdered. Tam mi je bilo všeč. Ja, Mi je bilo ja. všeč. No, sej ta 6. del pa mislim, mi je bil pa zelo že spet. Tako, tam je bil pa, ker se že spet na Discoveryju dogaja, tudi ta disko majice že obstajajo, se jo že da kupne. A se že da Ja, kupiti? ja. Bi jo kar imel po pravici povedan. Mi je všeč, font mi je ful všeč. Ja. Ja. Zakaj se že gre? Zdaj sem pa že pozabil. Na začetku tečeta. Tečeta zato, da je una, ki hoče biti kapetanka. Aha, hoče biti kapetanka. Tako, jaz še zmeraj mislim, da je to prav zaradi tega, ker bomo gledali, ne vem, v naslednji sezoni bo ona kapetanka. Ne? Aha. A veš, pa bomo lahko imeli callbacke za nazaj. Ne? Pa ta scena, všeč mi je pa zelo ta mistika s Katro, ne? Pa Sarekom, pa zdaj smo Spoka prvič dobili. Lej, kaj ti pa povedal? Okay, To je, ja, pozabil sem. Kaj te vidim, ne? Ampak, škaj mi si rekel, ta del se mi je pa na začetku zdel, god damn it. Dej ne, zdaj malo preveč mistika je, ne? Aha. Recimo, da je malo too much, ampak Mal Twin Pixelsko je bilo. zelo, se strinjam, ampak po drugi strani mi je pa zelo všeč, ker polka sem pomislil za nazaj, so pa itek, je pa Katra res dejansko bila tako mišljena, ne? A veš, Ja, da je nekaj tega. halo Katra. Ja, no, Katra je seveda vulkanska Pizzerija. pizzerija s tenkimi picami. Halo, Katra je vulkanska pizzerija. Mogoče pa Falus ne bo naslov, verjamem. Ja, halo Katra je vulkanska pizzerija. Ja, to se je tudi meni zdelo mal tako, pa nasploh se mi je zdela ta epizoda mal edited too abruptly. Ok, ampak To je to je bilo. veliko se je dogajalo. No. Spet sem se starega počutil, ko sem to gledal. Ja, okay, to se mogoče strinjam. Ja. Ampak, kaj veš, da bojo tudi take epizode, ki morajo sam zgodbo pelati naprej. Ja, mislim, to Kaj je. veš, da bojo. Mi je pa zelo všeč ta, kot si rekel, Lorca, Admiral, super scena. Ja. Super scena tudi z Ash Tylerjem, ki je mogoče Klingons. Z pa Lorco, ne. In Ja. pa ta taktična, da je Lorca očitno res norc, ne, da ima post-traumatic stress disorder in da ga. Pa je bila seveda še bolj nora teorija. Ne. Še dve, te pa ne verjamem, ti jih bom sam povedal. Ena, da je Lorca Klingons. Ne. Aha, ne, to je tudi ne verjamem. To se mi zdi, da je noro. Je bila pa pol, že spet, za kar se Mirror Universe tiče, če veš, ta zadnji kader. Ta zadnji kader je pa Lorca, Ja. ki gleda čez okno Ja. in je v oknu odsev, Ja, a veš, pa gre kamera dol. švenk Do pištole. Ja. Ne. No, kaj je bila pa ta glavna razlika v The Original Series med liki, ne, kako si prepoznal iz Dark Universa proti Light Universu? Da je to- pištole so imeli. Da je to hint bil. Na... Ja, ni bilo tako, ne da je zdaj on Dark Universe, ampak je pa malce, a se spomnite tega? A se mogoče tega le spomnite? Ja, ja. In škar je bilo meni top. Kaj? Škar je bilo meni top. Da je pač Lorca, ne, v tem vesolju, pač bad guy, ne. Pa prideš v Mirror Universe, ne, je pa on good guy, stari. Ker je kontra. Ja, ja, Če to, peleš to do konca, ne, ta se mi zdi pa relativno genius. ja, glede na to, se pravi, kar je na voljo od special effectsov danes, Ja. pa da je v bistvu sky is the limit, kar se zgodbe tiče, lahko se dela, kar se hoče jaz. Ja. Mislim pa, da gre, če bo šli v Mirror Universe, da gre pa serija lahko Places. Ne, ker to je pa lahko noro. Sam, Zdaj, jaz sem te teorije navrgel, zato ker so me pač tam kolegi, tudi so podcasterji, ameriški prepričali. Ne? Ampak mogoče bom glupo izpadel čez par tednov, ko se nič od tega ne bo zgodilo. Ampak roko na srce, mislim, da ne. No. Mislim, da ne bi bil ogledalo, ne bi bil mal nervozen, ne vem. No. tiste je bilo creepy, ki je Se je bilo creepy, pa zdaj se tudi vidi, da ne v 6. delu on čist drug lik rata. Ja, On čist drug lik rata, pa še Ben ni čisto opazil, da je on čist drug človek. ja. Tako da, ja, kar. Pa Kar tam, v redu. tam oči nekaj dogaja preveč, ko Ja. razlagaš. Ko prav, tako. Ja, bla. Ja, točno to. Ja, Tako da, ja, vidiš, Jure, zanimivo. 6. del, ne. Kje ti je bolj zdaj bila? Meni je bil. Kaj ti povem? Meni je petka, Harry Mad mi malo zmaga, jaz sem bil tam kar malo vesel. Ja, Harry, meni je tudi boljši, meni je bil tisti nor. Ja. Tam je bilo pa tako v redu, da pele stvari naprej. Mislim, stari, jaz to tako gledam, da je noro. A ja, dobil sem tudi malo feedbacka od ljudi, ki so rekli, ne, da imaš, če na Apple TV gledaš, imaš gumb skip intro.
da lahko preskočiš intro. Hvala lepa. Kdo bi to hotel delati, prijatelji? Zakaj Kdo bi? bi to hotel delati? Ne, se je tudi tak je bil komentar, se tega ne bi hotel, ampak je bil v bistvu bolj v smislu, a nimaš tega. Ne, sem rekel, da jaz na Chromecastu gledam in tam na Chromecastu pa tega ni. Aha. Sam zaradi tega, ne, tako da. So serije, Star Trek Discovery, Downton Abbey, Mad Men. Ne moreš preskočiti intre, ki Ja, so. ki te dajo v mood. Dajo te Absolutno. v mood, ne. Ki te inštalirajo. Inštalirajo. V glavnem, to sta bila 5. in 6. del Star Trek Discovery. 5. in 6. del, a je še kaj za povedati? A ja, by the way, Okay. si videl tist Next Time On Star Trek Discovery? Ja, Bolano, Ja. kaj pa to je bilo? ja, ne vem. Čeprav ni bilo nič o Ja, Mirror Universe. ampak stvari se bodo dogajale. Ja, mislim- Ampak da ne grejo preveč v to, jaz ne bi. Aha, no. Pustila se presenetiti. ne. pokomentirati, ker ti gre pa, ali je to pač en izmed teh prijemov za rejtinge, ali bo res šlo vse k vragu, kot je bilo videti iz tega. Ne? We shall see, ne? Tako? We shall see. Yes. Ja, a ni fajn, ko se bo o novem Star Treku pogovarjati, da se sam še enkrat tega zavedati. Ja, je res, čeprav jaz imam skozi ta grenk priokus, ker se starega počutim, ker se vse tako hitro dogaja. To se ni nikoli prej dogajalo. Ja, brez so bolj počasne. A je res ali ni? To se pa strinjam, to se pa čisto strinjam. Ja. Tako leti vse skupaj, da jaz, če vmes, ne vem, naredim en srk Earl Greya, ki ga pijem, takrat pa nazaj pogledam, že več ne vem. Sem že zgubil, moram. Lej, Jure, razumem te, ampak obstaja nova Star Trek serija, to je A. B. Za vsako epizodo dajo, mislim, da $8 milijonov. 8 milijonov. Bodimo veseli. Pa ja, to Bodimo je. veseli. Bodimo veseli. Ne, Pa pa te se, šoti, ki vsakič, ko gre iz vesolja v ladjo čez en oken kamera. To je lepša stvar, ever. Stari. je res. Res. Je res. Dobra je serija, dajmo gledati naprej, pa videti, kaj bo. Mirror Universe, star. Mirror Universe. Jure, povej admin. Ta podcast je zastonj. www.apparatus.si/podpri. Hvala. To je ta Pažena pauza. O tej pauzi. Kje se te najde pa na internetu? Na internetu, na Facebooku, pa na Twitterju, pa na Instagramu, v glavnem, lahko mi pošljete pismo domov. Ja. Pa z dimnimi signali. Z dimnimi signali. Goloba. Goloba. Ne, prepelico pol, ne. Moram ti povedati, zdaj bo kmalu 1 leto, odkar nimam. Res? Že en let bo? Ja, zdaj bo zelo kmalu, bo Ja, vem, okej. 1 leto, še mesec, 2. In ti lahko povem, da se počutim veliko bolj mirnega. To pa res. Zelo sem se pomiril kot človek in tako življenje teče v tem smislu bolj počasno. Mogoče li zaradi tega mi to Ne moreš spremljati. Ne morem Star Treka spremljati. Lepa. Nač, jaz sem pa posod Twitter, Instagram in Snapchat. Snapchat. A še zmeraj imaš Snapchat? Imam. Snapaš? Manj snepa imam ga. Oh. Začel sem te Insta-storije na Instagramu začel uporabljati. Vse bolj, da imaš vse v eni aplikaciji. Ne? Ja, da je bolj pokomplementiran, ali kako se temu reče. Ja, Snapchat. Mislim sam, da nimaš tistih očal, Snap, ki ti ga pa vidim. To pa, da mi en pride s tistimi očali, ga pa mahnem. Na vzlic vsem liabilities, ki bi s tem naredil. To pa ti mene snemo. Skoraj bi rekel, da si star, pa da si do mene prišel v kravati pa v tweed jacketu. V glavnem, to je bilo to, to je bila 34. epizoda Opazovalnice. Še enkrat hvala vsem, ki dajete ocene v iTunesih in do naslednjič, Jure, reči adijo. Adijo. Čau.